V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, bolezen sodobnega človeka ni samo ta, da ne ljubimo svojega bližnjega, ampak da nimamo radi niti sebe. Šele ko izkusimo Božjo brezpogojno ljubezen, se zavemo, da smo ljubljeni in sprejeti. Krščanstvo je tako lepo, da sploh ni možno, da ne bi bilo resnično. Zato dobrodošli v cerkvi, kjer naše puste ure in tresoče trenutke preplavlja nebeško veselje. Sonce je več tisočkrat večje od zemlje, a lahko vseeno vstopi v majhno sobico skozi najmanjšo špranjo. Tako tudi vsemogočni Bog vstopa v naše srce skozi vrata majhne vere in ga razsvetli s svojo veliko svetlobo. Naj se to zgodi na današnjem bogoslužju. Bog pooseblja Božjo ljubezen. Njegovo usmiljenje je odpuščajoča ljubezen, njegova milost je podarjena ljubezen, njegov mir je tolažeča ljubezen, njegova skrbnost je zanesljiva ljubezen, njegov križ in vstajenje je dokazana ljubezen. Večnost z njim je neskončna ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek je ob 19. uri molitveno bogoslužje. Molitev je motor vsake cerkve. V sredo ob 19. uri je študij Svetega pisma z diskusijo na temo pekel, mit ali resnica. V nedeljo ob 10. uri smo vabljeni na osrednje bogoslužje. Danes je na televiziji Novo mesto vaš kanal Duhovna misel, nova obzorja iz naše cerkve. Včeraj smo uživali v prijetnem prijateljskem druženju v objemu Gorjancev v lovski koči na Javorovici. Zbranih nas je bilo 60, tudi vreme nam je prizaneslo. Hvala Bogu. Hvala tudi vsem organizatorjem in udeležencem. Zbiramo prijave za krst v letošnjem poletju, lahko se oglasite pri duhovnikih. Nekaj odraslih kandidatov je že. Prav tako se zbirajo prijave za mednarodni krščanski alfa tečaj, ki ga kot teolog toplo priporočam vsem. Alfa na najsodobnejši način postavlja vprašanja in ponuja odgovore glede najpomembnejših življenjskih načel in glede smisla življenja. Prijavnice za tečaj so ob obeh izhodih iz cerkve. O alfa tečaju obvestite tudi svoje znance, sorodnike, prijatelje. Naslednjo nedeljo 7. septembra ob 10. uri je osrednje tedensko bogoslužje z blagoslovom otrok in posebno lutkovno predstavo za otroke z naslovom Potovanje na Mavrico. Zato ste posebej dobrodošle družine, lepo vabljene z otroki od 3. pa vse do 15. leta starosti, kajti začenja se novo veroučno leto in tudi novo najstniško leto, mladinsko leto. Povabite tudi vaše prijatelje k vpisu k verouku. Duhovnik Peter Golob danes nadomešča duhovnika v evangeličanski cerkveni občini Ljubljana. Naj bo Bog tudi z njimi. Zapeli bomo skupno pesem, ki pravi On mi je, pesem in radost. Imamo pa še nekaj. Zdaj mi je ušlo, ampak ko sem pogledal, sem zagledal našega najmanjšega in najmlajšega vernika naše cerkve. Lepo pozdravljam, to pa je Vincent. Lepo dobrodošli med nami, mlada družina.
Izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je: Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. 1. Petrovo pismo, 5. poglavje, od 5. do 7. vrstice. Prisluhnimo še poeziji iz 111. psalma. Aleluja! Zahvaljujem se Gospodu z vsem srcem v krogu pravičnih, v skupnosti. Velika so Gospodova dela, preiskujejo jih vsi, ki imajo veselje z njimi. Veličastvo in sijaj je njegovo delovanje, njegova pravičnost ostaja na veke. Naredil je spomin za svoja čudovita dela, milostljiv in usmiljen je Gospod. Moč svojih del je razodel svojemu ljudstvu. Dela njegovih rok so zvestoba in pravica. Vsi njegovi ukazi so zanesljivi, postavljeni zavedno na veke, izpolnjeni v zvestobi in iskrenosti. Vabim k priznanju grehov. Dobri Bog, vse naše skrbi so za objete v tvoji skrbnosti za nas, zato prosimo, odpusti nam našo majhno vero, ker mnogokrat ne zaupamo v tvoje varstvo, ki nam ga nenehno podarjaš. Opogumi nas in nas okrepi, da ti bomo sledili, ne pa izbirali svojih lastnih poti, ki niso v soglasju s tvojo voljo. Odpusti nam, ker v vrtincu naglice in zatopljeni vase izgubljamo tvoj mir in postajamo otopeli v duhu. Težko priznamo, da smo odvisni od tvoje pomoči. Težko se podrejamo tvoji volji, ker se bojimo, da bomo izgubili svobodo. Odpusti nam, ker se nočemo pripogniti pred tabo, ti pa si se pripognil do same smrti na križu, da bi nas odrešil. Prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se, Kristus, usmili se. Zato nas besede milosti in slavospev razveseljujejo rekoč: Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k molitvi. Ljubeči Bog Oče, zbrani na tem svetem kraju se ti iskreno zahvaljujemo za vse darove, s katerimi nas bogato obdarjaš, in za vse blagoslove, ki jih iz nebeških zakladnic izlivaš na nas. Prosimo te, naj vidimo stisko in trpljenje preizkušenih, nezaščitenih, nebogljenih, slabotnih, zatiranih in nemočnih. Oče, utrdi našo vero, da nas v stiski ne ohromi panika, ampak tvoj mir. Naj naše molitve odražajo hotenje srca. Naj nas srce spodbuja k nenehni hvaležnosti, vztrajnosti in služenju. Zakaj ti si velik in delaš čudovite reči, ti si Bog, ti edini. Naj na dan, ko se bojimo, zaupamo vate. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, zdaj pa sledi skupna pesem, ki pravi: Tu je ta reka, ki teče od Boga. Oh
Izvolite sesti, drage sestre, dragi bratje. Ljudje smo bitja, ki radi slišimo pohvalo. Veseli smo, če kdo opazi naše dosežke, delo, ki ga naredimo v cerkvi ali izven nje, pomoč bližnjemu. Toda vrednost naših dejanj ni v aplavzu, ampak v ljubezni, s katero naredimo dobra dela. Prisluhnimo današnjemu berilu iz Evangelija po Luku 18. poglavje, to je prilika o farizeju in cestninarju. Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so zaničevali druge, je povedal tole priliko, Jezus namreč. 2 človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole: Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat na teden in 10% dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal oddaleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. Jezus nas skozi prebrano priliko vabi k iskrenosti in ponižnosti. Prepričana sem, da nihče izmed nas ni prišel v cerkev, da bi dokazoval svojo popolnost. Kajti pri Bogu ni prostora za tekmovanje, kdo je boljši, bolj zvest ali bolj svet. Farizej je stal pred oltarjem in se zahvaljeval Bogu za svojo pravičnost. Toda on ni govoril z Bogom, govoril je sam s seboj. Njegovo srce je bilo polno napuha in primerjanja z nekom drugim. Cestninar pa ni imel kaj pokazati. Ni si upal niti oči dvigniti proti nebu. Njegova molitev je bila kratka in boleče iskrena. Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Dragi zbrani, Bog ne zahteva od nas popolnosti. Ne zanima ga naš zunanji blišč, ampak naša iskrenost. Če si danes prišel utrujen, priznaj to Bogu. Če si vesel, prinesi Bogu svojo hvaležnost. Če si grešen in ranjen, ne skrivaj tega, ampak mu vse to izroči. In naj bo današnje razmišljanje: tukaj sem, Gospod, takšen, kakršen sem. In to govori tudi naslednja pesem: Pridi tak, kot si.
modrost je in moč. Tebi ne daje vse stvarstvo slavo, saj vreden si ti, Gospod. Vreden si ti, vreden si ti, vreden si ti, Gospod. Slavo prejeti, slavo in často, slavo, čast, moč in oblast. Ustvaril si vse, ker življenje je v tebi, modrost je in moč. Tebi ga daje vse stvarstvo slavo, saj vreden si ti, Gospod. Ustvaril si vse, ker življenje je v tebi, modrost je in moč. Tebi naj daje vse stvarstvo slavo, saj vreden si ti, Gospod. Tebi naj daje vse stvarstvo slavo, saj vreden si ti, Gospod. Gospod, zahvaljujemo se ti, ker nas ne gledaš po zunanjosti, ampak po srcu. Hvala, ker nas ne zavrneš zaradi naših slabosti, ampak nas sprejemaš v svojem velikem usmiljenju. Hvala, ker tudi v naših grehih in padcih ostajaš Bog, ki odpušča, zdravi in dviga onemoglega. Hvala, ker lahko molimo najbolj iskreno molitev. Bodi milostljiv meni, grešniku. Amen. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Sledi utrinek za otroke. Polno vrečko sem prinesel danes sabo, kar prisedite tukaj, da vidim, kaj vse imamo v tej vrečki. To bo tudi utrinek za odrasle. Tole je iz naše pečice, iz kuhinje. Pladenj, da ne bo teklo vse čez. Tukaj imam sladkor, kozarec, čistilo, pril, kis, ampak s tem ne jemo solate pri nas doma. Drugačen kis, potem eno žlico in še sodo bikarbono, pa še nekaj potrebujem. Vodo sem si pa že pripravil, da ne bi šli zdaj tam k pipi. Evo, takole. Same zanimive stvari, kot bi bili znanstveniki ali pa pri pouku kemije ali naravoslovja. Ko boste zrasli, vi najmanjši boste vedeli tudi nekaj več o sodi bikarboni. Težka beseda, ne? Soda bikarbona. Tole je kozarec, je tako? Steklen, če pade na tla, se razbije. Tudi naša življenja so zelo krhka, ranljiva. Posebej pa tisto, kar je globoko v nas, srce. In vse to najgloblje v nas predstavlja srce. In ta kozarec predstavlja srce. Ampak človek brez življenja je kot kozarec brez vode. In tukaj imam vodo, ki označuje, simbolizira življenje. Bog je dal v nas življenje. In tako, kot bom nalil v kozarec vodo, tako je tudi v nas življenje. Zato smo živi. Dovolj življenja. Kaj pa zdaj? Ja,
Bog je dal še nekaj. Bog je dal v nas še dušo. Nekaj lepega, belega, čistega, kot nek konzervans ali nekaj posebnega. Pa bomo dali še to. Aha, ja, nič posebnega se ne dogaja. Bomo pa dodali še malo čistila, to je kot vest v nas, ko vemo, kaj je dobro in slabo, kaj je dobro in slabo, kaj je pravilno in narobe. Recimo, kaj je narobe, če govorim resnico ali če lažem? Kaj je narobe, če lažem ali govorim resnico? Lažem, ja, potem je narobe. Kaj je pravilno? Če ljubim ali sovražim? Ljubim. No, tako, zdaj ločimo, kaj je dobro in kaj je slabo. Ampak imamo vest v nas, še posebno čistilo, ki nas opozori in še lepo pobarva naše življenje. In še mehurčki, malo pomešamo. Zdaj imamo pa eno lepo veselo stvar. Sladkor in kis. Zdaj se bomo pa malo pogovarjali o sladkorju in kisu. Kaj imate raje? Sladko ali kislo? Sladko, jaz tudi. Večina verjetno. Ampak eni imamo pa raje tudi kislo. In v življenju je tako, da je in kislo in sladko. Kot svetloba in tema, dobro in slabo. Ampak če damo sladko, to je nekaj lepega, dobrega v naše življenje, okolica ne opazi, vidi pa Bog zelo dobro. Recimo ljubezen, mir, potrpežljivost, poštenost, iskrenost, ampak nič se ne dogaja. Ampak Bog pa vidi. In tudi mi vemo globoko v sebi, da smo naredili zelo dobro. Potem pride pa trenutek v človekovem življenju. Jeze, sovraštva, samo kapljica. Poglejte, kaj nastane. Srce prekipeva od jeze, kipi, buči, brbota. Lekcija za odrasle, predvsem, in lekcija za otroke. Ste videli, kakšna nesreča se zgodi, ko smo jezni, ko ne odpuščamo drugim, ko se lepo ne obnašamo in samo kapljica kislega, ne sladkega, kislega in če še dodamo eksplozija, prava eksplozija. Ja, kar brez besed smo ostali. Mislim, da nam je kar spregovorilo. Da se bomo izogibali, ne kisu v solati, danes pri kosilu, ampak v našem življenju. Že kapljica je dovolj in gre čez rob. Tako, bodo še veroučiteljice in starši otrokom to doma razložili, povedali, da bodo bolje doumeli tudi najmanjši gredo k verouku, ostali pa naslednjo nedeljo, kot smo slišali, začnemo vsi skupaj novo veroučno leto, tudi mi skupaj z njimi. Tako. Hvala lepa. Pred Božjo besedo še ostanimo in poberimo prostovoljno nabirko s pesmijo Hozana.
Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, na današnjo 11. nedeljo po Sveti Trojici mi dovolite, da skupaj razmišljamo o enem zanimivem procesu, ki smo ga gotovo vsi deležni. Prav tako pa ga vsaj kdaj pa kdaj v življenju tudi izvajamo. To je presojanje, včasih tudi obsojanje, ki seveda vključuje zaznavanje drugih. Ne vem, če ste vedeli, to da presojanje je naravni odziv oziroma instinkt v naših možganih. Raziskave namreč kažejo, da so naši možgani zelo hitro sposobni neznane ljudi okoli nas klasificirati na tiste, ki jim lahko zaupamo, in tiste, ki jim ne moremo zaupati. Pričemer se seveda to zgodi v milisekundah in se tega sploh ne zavedamo. Jane Elliot je bila znana socialna psihologinja, ki je izvedla en zanimiv eksperiment. Namreč otroke v 3. razredu je razdelila v 2 skupini. V skupino tistih, ki so imeli modre oči, in v skupino tistih, ki so imeli rjave oči. Modrookim je dejala, da je zelo ponosna na njihovo inteligentnost, na njihovo pamet, da vidi, kako dobro jim gre v šoli in da je to prav gotovo povezano z barvo njihovih oči. Seveda rjavookim teh podatkov ni dala. Ko so otroci naslednjič pisali kontrolno nalogo, so modrooki otroci dosegali bistveno boljše rezultate. Pričeli so sedeti skupaj, izkazalo se je, da so dosti bolj samozavestni, medtem ko so postali učni rezultati rjavookih slabši, čeprav so bili med njimi tudi učenci rjavih oči, ki so predhodno dosegali zelo visoke učne rezultate. Kaj nam je pokazal ta eksperiment? Ljudje se pogosto obnašamo in vedemo skladno z vlogami, ki nam jih pripisujejo drugi. V omenjenem eksperimentu so rjavooki kaj kmalu postali sinonim za predsodke, češ, da rjavooki učenci pač niso tako učno uspešni kot modrooki, čeprav je bila to čista laž. Eksperiment je pokazal tudi to, da označba in obsojanje nekoga, da je manj vreden, drastično vpliva na njegovo nadaljnjo učinkovitost, osebnost in samozavest. Veste, o tem procesu obsojanja drugih imamo precej zapisanega tudi v Svetem pismu. Zaradi obsojanja ljudi je prišlo v zgodovini človeštva do največjega montiranega sodnega procesa, v katerem si je človek drznil na smrt obsoditi brezgrešnega Boga. Spomnimo se na križanje. Nažalost je bilo takšnih montiranih sodnih procesov, ko je človek po krivici sodil drugemu človeku, predvsem zaradi obsojanja in predsodkov, v zgodovini človeštva in zgodovini vojn že preveč. Morda, dragi zbrani, smo tudi mi
kdaj v življenju na svoji koži doživeli krivico? Ko nas je nekdo obsodil in obtožil za nekaj, česar pravzaprav nismo storili. In ravno glede tega je svaril tudi Jezus. V svoji najbolj znani pridigi, tako imenovani pridigi na gori. Prisluhnimo, kaj Jezus pravi in pridiga v enem izmed delov pridige na gori. Vstanimo k poslušanju Božje besede. Brali bomo iz Evangelija po Mateju 7. poglavje od 1. do 5. vrstice, kjer pravi takole. Ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni. In s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Ali kako moraš reči svojemu bratu, pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa, če imaš sam bruno v očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver iz očesa svojega brata. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo in resnično besedo. Zagotovo se vsi strinjamo, da gre za nenavaden odlomek in še bolj nenavadno pridigo. Gre namreč za pridigo, prav takšno, kot naj bi pridiga bila, in v resnici gre tudi za najbolj očitno dobesedno zapisano Jezusovo pridigo v celotnem svetem pismu. Kakšne pa so značilnosti te pridige? Torej, gre za relativno dolgo pridigo, ki je zapisana v Evangeliju po Mateju v 5., 6. in 7. poglavju. Če bi to pridigo prevedli v aramejski dialekt, torej to je del hebrejskega jezika, katerega je govoril Jezus, in če vzamemo v obzir, da se je ta pridiga, torej ne samo ta odlomek, pač pa pridiga vseh 3 poglavij, govorila počasi, verjetno je bil dodan še kakšen dodatek, lahko izračunamo, da si je Jezus vzel kar precej časa. Verjeli ali ne, pridigal je približno polovico dneva, 12 ur. Kar dolgo, kaj ne? Mi smo še kar v redu tukaj. Predstavljajte si, dragi zbrani, da pridete v cerkev 3. tisočletja, kjer vam duhovnik ali duhovnica po prvi minuti pridige iz prižnice zavpije, da ste hinavci. Kar boleče, kaj ne? Tako nekako izgleda, kot da je to počel Jezus. Veste, za nameček pa je ta Jezusova pridiga posebna še v nečem, česar mi morda na prvi pogled niti ne vidimo takoj. Jezus svojim poslušalcem dobesedno pove vic, šalo. Namreč v kontekstu tedanjega sveta in družbe so takšne hiperbole ali pretiravanja pomenila šalo, ki pa je bila sicer zelo dobra in tudi resnična. Očitno skuša Jezus pridobiti pozornost svojih poslušalcev, še posebej, če pridiga traja pol dneva. Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da je Jezus v svoji retoriki grob, pa se v resnici izkaže, da poskuša z različnimi načini in metodami, ki vključujejo tudi pretiravanje, hiperbole, kot temu rečemo, usmeriti pozornost svojih poslušalcev na bistveno. To pa je, ne sodite oziroma ne obsojajte. Torej ne sodimo, ne obsojajmo. Da bomo lažje razumeli, o čem je tu pravzaprav govora, si najprej poglejmo socialno-kulturni kontekst in ozadje nastalega odlomka. Veste, mediteranski svet 1. stoletja se je močno razlikoval od naše današnje kulture. Pa ne samo v tehnologiji in napredku, pač pa predvsem v temeljnih vrednotah. Če danes ljudem veliko pomeni denar, potem je v starodavnem mediteranskem svetu čast
predstavljala eno izmed temeljnih vrednot. Čast je dajala vrednost posameznikom. Družinska čast je igrala pomembno vlogo in je določevala tudi, s kom se bo posameznik poročil, s kom bo posameznik trgoval, temu pa so seveda botrovale tudi religijske oziroma verske vloge. Posameznik v tedanjem času je v družbi nekaj veljal le, če so ga tako ocenili njegovi bližnji, torej pripadniki iste socialne vloge. Za razliko od današnjih individualistično usmerjenih kultur, so bile kulture v tistem času precej skupinsko, kolektivno naravnane, pri čemer so posamezniki svojo identiteto vedno iskali v skupini, kateri so pripadali. Nasprotje časti v tistem času pa je bila sramota ali sram. Komu so pripisovali sramoto ali sram v 1. stoletju? Bolnim, invalidnim, pohabljenim, ki so v tedanji judovski kulturi veljali za versko nečiste, torej umazane, tiste, ki jih je potrebno zasramovati. Zato res ne čudi, da Jezus svojo pridigo na gori, če se spomnimo, začne z blagri, torej z blagoslovi, kar pa je seveda znak pripisovanja časti. Ko torej Jezus pridiga svojo pridigo in razlaga o blagrih in blagoslovih, omenja ravno tiste, ki jih tedanja družba smatra za sramotne. Pravzaprav Jezus nadaljuje svojo pridigo tudi o tem, da naj ne obsojamo drug drugega. Ko govori o tem, govori o časti. Torej človek, ki ne sodi drugega, človek, ki drugega ne obsoja, je po Jezusovo časti vreden. Jezus na glavo postavi tedanjo kulturo. Po judovski tradiciji imajo farizeji, saduceji, pismouki, rabini, učitelji postave oziroma vsi tisti, ki jih tedanja družba dojema kot častne, pravico soditi druge, jih precejati, jih spravljati v sramoto. Jezus pa na tem mestu obrne kulturo tedanjega sveta in pravi, da so pravzaprav časti vredni tisti, ki tega ne počno, ki torej ne obsojajo. Še nekaj je pomembno v tem kontekstu. Jezus svojo pridigo pridiga na gori. Gre za goro v Galileji. Galileja je bila približno 65 km široka in 100 km dolga pokrajina, ki pa je imela eno posebnost. Namreč zgodovinar Jožef Flavij nam pove, da je bilo na tem območju nekje 204 mest in vasi. In številna izmed teh mest so imela zelo veliko število prebivalcev. Nekje v povprečju 15.000 prebivalcev v vsakem mestu. Če to zračunamo, je bilo na tem področju več kot 300.000 ljudi. Jožef Flavij celo poroča o številki 3 milijone ljudi. Kaj nam to pove? Jezus je torej ogromno pridigal v teh mestih in širil evangelij. Zato je torej pridiga na gori, pridiga ravno v Galileji, kjer je bilo največ ljudi, največ populacije. Zato tudi ne čudi, da je ta Jezusova pridiga postala tako popularna, da je spremenila svet. Sedaj pa si poskušajmo še razjasniti, komu so prebrane besede o tem, da naj ne obsojamo, pravzaprav namenjene. In komu je namenjen tisti vzklik, da naj nismo ali niso hinavci. Če pogledamo kontekst oziroma sobesedilo predhodnih vrstic, potem lahko hitro sklepamo, da so Jezusove besede in Jezusova pridiga o tem, da naj človek ne sodi in ne obsoja, namenjene sploh ne farizejem in sploh ne pismoukom in tudi ne saducejem, pač pa enim in edinim, Jezusovim učencem oziroma apostolom. To pa je malce nenavadno, da bi Jezus nastopil tako ostro,
ko govori o hinavcih in se pri tem nanaša na svoje učence. Dobro, kot duhovnik smo sedaj ugotovili, da Jezus očitno še je primeren za cerkev 3. tisočletja, saj zdaj vsi razumemo, da vernikov ne zmerja s hinavci, ker je ta stavek očitno namenjen učencem. Toda sprašujem se, kakšen odnos ima Jezus do svojih najbližjih sodelavcev, do svojih prijateljev, ko jim zabrusi, da naj niso hinavci. Si predstavljate, da vas vaš novi delodajalec vzame v službo, na kar pa vas kar hitro obtoži, da ste hinavci ali hinavec, pri čemer vam predtem na dolgo in široko razlaga, kako pomembno je, da nikogar ne obsojate. Toda, ali je temu res tako? Poglejte, če pogledamo kontekst Lukovega evangelija, potem lahko razberemo, da je bila pridiga na gori pridigana relativno zgodaj v času Jezusovega delovanja in da je Jezus to pridigo pridigal zelo hitro potem, ko je izmed množice 300 000 ljudi izbral 12 učencev. Kaj nam to pove? Jezus prične svoje zaposlene, bi rekli, svoje sodelavce takoj učiti, naj postanejo njegovi učenci. Zato jim skuša približati logiko in delovanje nebeškega kraljestva. Z drugimi besedami sporoča jim naslednje. Vse to, kar je do zdaj zahtevala vaša kultura, vaša delovna etika, vaše navade, vaša tradicija, da si morate pridobiti na časti, obrnite na glavo. Kajti pri Bogu ni časten tisti, ki obsoja, pač pa tisti, ki je iskren, ki ljubi. Poglejmo samo profil Jezusovih učencev. Zamislimo si impulzivnega, koleričnega, finančno zelo dobro stoječega podjetnika Petra, ki vodi veliko podjetje, se ukvarja z uvozom in izvozom rib, ki velja za častnega rojaka. Ali pa milega Janeza pa njegovega brata Jakoba, ki sta tako močno povezana s svojo družino, da se za njuno čast celo zavzema njuna mama, ko posreduje pri Jezusu, kje bo kdo sedel. Jezus svojo izjavo učence zadene točno tam, kjer jih najbolj boli. Izzove jih, da začnejo živeti in delovati drugače, da naj ne sodijo, naj vendarle ne izhajajo iz sebe, naj ne gledajo zviška na množice, na invalide, bolne, otroke in končno tudi farizeje in saduceje, ki skušajo prisluhniti evangeliju. Učenci so se namreč v svojih glavah, ker so bili tako vzgojeni, že vnaprej odločili, kdo izmed poslušalcev in izmed množice je vreden, da sliši dobro novico, torej evangelij, in kdo izmed njih ni vreden. Kako to vem? Ker jih Jezus na večjih mestih v evangeliju opominja, naj vendar pustijo ljudi, naj vendar pustijo otroke, da pridejo k njemu. Jezus torej svoje učence prične učiti relacijske ali odnosne etike. Zato jim reče, ne sodite, da ne boste sojeni. Kakšen šok je to za učence. Samopravični podjetnik, kolerični Peter, ki kontrolira celo svojo taščo in misli, da je cel svet njegov, na to pa mu Jezus pravi, naj pazi, da ne bo sojen. To pomeni z drugimi besedami, vi, ki tako radi kritizirate, a ste slepi za lastne napake. Živite v izmišljenem in nerealnem svetu, kjer mislite, da ste lahko oproščeni standardov, za katere zahtevate, da se jih drugi držijo. In še to samo zato, ker sem vas izbral za 12 apostolov. In sedaj mislite, da lahko pridobite na časti, toda v resnici se ne zavedate, da je nad vami še večji jarem, ki od vas, kot od mojih sodelavcev, zahteva še več predanosti, truda, predvsem pa ponižnosti. Jezus svoje sodelavce, učence obtoži, da imajo dvojna merila, da so preveč strogi do množice, torej množice 300 000 ljudi in več,
medtem ko svojih napak ne vidijo. Poglejte, Jezus celo uporabi primer iz Petrovega vsakdanika, ki je Petru kot podjetniku zelo blizu, saj pravi, s kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni. Potem pa doda, in s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. Torej, Jezusova trditev, s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo, je vzeta iz tedanjega poslovnega trgovskega sveta. Pomeni pa tole, če mi boste prodali slabo robo, vam jo bom tudi slabo plačal. Oziroma, če boste pošteni trgovci, boste prejeli pošteno plačilo. Pa tudi, toliko, kolikor vložite, toliko boste dobili. Na tedajni tržnici bi namreč posameznik dobil točno toliko odmerjen del ali kos mesa, ribe, zelenjave ali česarkoli, kolikor je tudi zanj plačal. Jezus torej učence, sklepamo lahko predvsem Petra, spomni na poštenost trgovanja, torej tudi na poštenost ravnanja z ljudmi. Pravzaprav je Jezusova pedagogika zelo dobra. S tem, ko pravi, ne obsojajte, da ne boste sojeni, učence razbremeni bremena prevelike odgovornosti, saj jim pravijo, da se ne rabijo postavljati v vlogo sodnika, da ne rabijo igrati vlogo sodnika, ki je mimogrede zelo težka. Potem pa v prebranem odlomku sledi najbolj nenavaden stavek v celotni Jezusovi pridigi, ko pravi, kaj vendar gledaš, iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš. Gre za hiperbolo, pretiravanje. V tedanjem času bi to pravzaprav pomenilo uporabo humorja, torej takšnega pretiravanja, da pri poslušalcih vzbudi smeh. Jezus v resnici s tem stavkom odkriva temeljni obrambni mehanizem učencev, ki mu rečemo projekcija. Jezus jim pravi, da druge obsojajo za točno iste stvari, kot se jih sami sramujejo. Da torej druge obsojajo za identično iste napake, kot jih imajo sami. Naj vam dam plastičen primer. To je približno tako, kot v zakonski zvezi, ko je eden izmed partnerjev noro ljubosumen, preverja telefon, oblačila drugega, ga večkrat obtoži prevare ali nezvestobe, v resnici pa gre za obrambni mehanizem, ko ta isti partner, ki drugega obtožuje, sam goji željo potem, da bi bil nezvest, da bi torej drugega prevaral. Vidite, o tem govori Jezus. Učenci obtožujejo druge za stvari, ki jih sami počnejo. Učenci torej s prstom kažejo na sramotna dejanja drugih ljudi v množici, pri čemer prikrito zakrivajo svoje grehe. Morda je v tej množici sedel kdo, ki je utajal davke. Pa so učenci menili, da tak pa res ni primeren za poslušanje Jezusovih pridig in blagrov, s čimer so pravzaprav zakrivali svoje lastne utaje davkov ali pa svojo željo, da bi davke utajili. Morda pa je eden izmed Jezusovih učencev ugotovil, da v množici poslušalcev sedi nekdo, za katerega je zelo dobro vedel, da je nezvest svoji ženi, pa je v resnici s tem zakrival svoje zamere in jezo, ki jih je gojil do lastne žene. Morda pa se je Peter spotaknil ob farizeje in pismouke, ki so poslušali in predsejali Jezusove besede, pri čemer pa je povsem pozabil na to, da sam zelo veliko obljublja, a bolj malo stori. Vidite, o tem govori Jezus. Razkriva njihove skrite motive in pravi, tisti, ki obsoja zato, ker s tem zakriva svoje grehe, svoje napake, ker se skriva za masko samopravičnosti. In ker očitno to Jezusa precej razjezi, uporabi pretiravanje, ki vključuje humor. Jezus vzame primer iz očetove tesarske delavnice. Vzame namreč dve stvari, iver in bruno, pri čemer je ključ pri razumevanju tega stavka oziroma te metafore oko. Kaj pravi isti Jezus v Mateju v 6. poglavju, torej enem poglavju prej? Svetilka telesa je oko.
Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo. Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo. Zakaj je pomembno oko? Ker je oko tisto, ki v možgane pošlje signal, ki ga potem možgani obdelajo in interpretirajo. Oko je torej tisti prevodni kanal, s katerim sprejmemo ali zavrnemo nek dražljaj in se nanj tudi odzovemo. Jezus opozarja, da se nimamo pravice vesti kot bogovi, samo zato, ker smo kristjani, ker smo duhovniki, ker smo voditelji, samo zato, ker imamo svoje oči bolj na pecljih. Jezus govori o slepi pegi, ki jo morda ljudje imamo, ker smo preveč zaslepljeni svojo moralistično držo. In seveda Jezus kot odličen pedagog to skuša prikazati na humorističen način. Zato se poigrava s tema dvema pojmoma, z Bruno in z Iverjem. Pravzaprav je igra besed, ki jo Jezus tukaj uporabi, svetovna, je zabavna. Namreč Jezus opisuje neumno dejanje, ko se človek zapiči v najmanjši delček žagovine, opilek, to je namreč iver. Najmanjši delček žagovine, če ima ali je imel kdo od vas kdaj hišnega ljubljenčka zajčka ali pa morskega prašička, potem ponavadi kupimo žagovino za tla, kjer se ta hišni ljubljenček nahaja. Predstavljajte si najmanjši košček žagovine. Torej, to je iver. In Jezus to omeni. Torej, sprašuješ se oziroma ukvarjaš se z najmanjšim koščkom žagovine, ne vidiš pa brune, ki je v tvojem očesu. Ko Jezus pravi, kaj je bruna, potem lahko vidimo iz izvirnih jezikov, da pravzaprav Jezus govori o ogromni plošči, ki je velika vsaj 2x4 metre. Danes bi rekli, da je to ogromen tram, ogromna deska, lesena plošča. Torej, Jezus pretirava. Kako lahko nekdo, ki ima v svojem očesu 2x4 veliko ploščo, vidi majhen košček žagovine pri drugem človeku? Seveda to ni možno. Na nek način Jezus pretirava zato, ker nas pouči in pravi takole. Ali kako moraš reči svojemu bratu? Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa, torej pusti, da vzamem to majhno žagovino, ki mene kot opazovalca moti, če imaš sam, torej če imam sama, 2,4-krat veliko dilo, desko, tram v svojem očesu. In potem Jezus komentira, hinavec. Odstrani najprej bruno iz svojega očesa, torej odstrani najprej to ogromno desko iz svojega očesa, pa boš potem se ukvarjal s koščki žagovine svojih bratov. Torej, Jezus ne pravi, da je narobe, če brata ali sestro opozorimo na njegov greh, na njegov opilek ali žagovino, ki moti njegov duhovni vid. Pač pa govori o tem, da je naš problem ta, da se preveč osredotočamo na majhne opilke drugih ljudi, medtem ko sami ignoriramo ogromno leseno ploščo, ki jo imamo zapičeno v svoje duhovne oči. Zakaj Jezus tako pretirava? Ker jim skuša povedati, da jim njihova samopravičnost, ta ogromna lesena plošča, zakriva pogled na bližnjega. Kako lahko torej pomagaš bližnjemu, bratu, sestri, odstraniti iver ali opilek iz svojega očesa, ko pa imaš sam na sebi ogromno ploščo moraliziranja in obsodbe? Grški prevod Jezusove aramejščine je na tem mestu še bolj bogat, saj je dejansko grška beseda za napake, ki jih pripisujemo drugim, identično ista, kot je grška beseda za iver, opilek ali žagovino. Torej, Jezus je zelo jasen. Ko uporabi besedo bruna, dobesedno to pomeni ogromen leseni tram. Ko pa uporabi besedo žagovina ali opilek, se to nanaša na majhne napake drugih ljudi. Jezus torej učence uči, da se morajo najprej znebiti svojih pregreh, da bodo lahko učili in vzgajali druge, da morajo sami vzeti svoj križ in hoditi za njim,
da bodo lahko kasneje križani zanj. Da morajo najprej videti brata v stiski, mu pomagati, mu stati ob strani, da se bo Bog lahko milostno ozrl tudi na njih. In končno, zakaj Jezus svoje sodelavce imenuje hinavci? To je slišati kar strogo. Ker so ti isti učenci pustili vse, se prostovoljno odločili, da bodo sledili Jezusu. Danes bi rekli, so se odločili, da bodo postali duhovniki, se odločili, da bodo služili drugim, oznanjali dobro novico. To je bila njihova prostovoljna odločitev, a kaj, ko se jim kasneje ponudi ta možnost, da točno to, za kar so se odločili, tudi počnejo. Ko pristopi 300 000 ljudi in namesto, da bi delili evangelij, pričnejo ljudi deliti, glede na to, kdo je dovolj vreden, da sliši dobro novico in kdo ni dovolj vreden slišati dobro novico. Veste, to je približno tako, kot če bi se zdravnik, ki je prisegel s Hipokratovo prisego, odločil, koga bo zdravil in koga ne bo zdravil. Pa še en zadnji pomemben razlog je, zakaj Jezus svojim učencem pravi, da so hinavci. Mimogrede, to je edino mesto v Svetem pismu, kjer so učenci imenovani s hinavci. Očitno lahko razberemo iz grškega izvirnika, da so učenci že začeli med sabo tekmovati, rivalizirati, kdo je bolj uspešen, kdo ima več vernikov, kdo ima boljše pridige, komu ljudje bolj sledijo, kdo je torej od njih boljši. Na nek način to vidimo iz konteksta, da so se učenci verjetno tožarili pri Jezusu, tožarili drug drugega, si na tak način kupovali njegovo pozornost. Namreč Jezus uporabi besedico brat, ko pravi hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver iz očesa svojega brata. Pri tem, če pogledamo grški izvirnik, se besedica brat ne nanaša nujno na krvnega sorodnika. Pač pa se nanaša besedica brat v grškem izvirniku na sodelavca, torej na tistega, s katerim delam, na tistega, ki mi je tako blizu kot brat, ker sva tim, ker sva kolega, ker skupaj nekaj delava. Lahko hitro sklepamo, da pravzaprav Jezus skuša ustvariti dobro delovno klimo, ki med njimi ne bo vključevala tekmovanja, pač pa sodelovanje. Zato je njegova pripomba, da so hinavci, povsem ustrezna in je odraz zdravega vodenja, saj je Jezus očitno kaj kmalu potem, ko je izbral 12 apostolov, med njimi prepoznal tekmovalni odnos in ga tudi takoj naslovil. Upam si trditi, da je ta Jezusova izjava, da so hinavci, tako vplivala na njihovo osebnost, na njihovo delovanje, da so šli vase in teh 12 apostolov, drage sestre, dragi bratje, so spremenili svet. Ne nazadnje je cerkev stara že toliko let, odkar je Jezus izbral 12 apostolov. Očitno je ta Jezusova pripomba tako močno posegla v njihove medsebojne odnose, da so zaradi ljubezni drug do drugega in do bližnjih končno doumeli, kaj pomeni, da se je približalo Božje kraljestvo. Drage sestre, dragi bratje, kaj pa mi? Kateri leseni tram zastira moj pogled, da ne vidim svojega bližnjega? Katera bruna tekmovalnosti, samopravičnosti in moralistične drže, obsojanja ter pretiranega analiziranja drugih mi onemogoča, da bi se sklonila k bližnjemu? Kaj zastira moj duhovni vid? Je to morda pomanjkanje časa, pretirano analiziranje dejanj drugih ljudi, usmerjenost v individualizem, tekmovalnost in rivaliteto? Je to morda želja po uspehu na način, da zatrem drugega? Morda pa je to konstantno primerjanje z drugimi, ki me itak pahne v globoko stisko. In končno, kako uspešna sem kot sodelavka s svojimi sodelavci v Božjem vinogradu? Ali nam je vsem skupaj mar za težave in probleme drugih ljudi? Dragi zbrani, naša naloga je po eni strani enostavna, po drugi strani pa težka. Namreč to, da ljubimo drug drugega, kot tudi Bog ljubi nas.
da smo preprosto brat, sestra, prijatelj, da znamo opogumiti druge, da jim znamo prinesti veselje, radost, jih opolnomočiti in pomagati, graditi upanje, jih potolažiti. To naj bo naša popotnica v tednu, ki prihaja. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje naša srca, naj varuje naše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Nebeški Oče, k tebi se zatekamo po pomoč. Hvaležni smo ti, ker nas tvoja beseda vzgaja, spodbuja, ker nam daje nove priložnosti, da lahko služimo drug drugemu z veseljem. Pomagaj nam, da bi pravočasno prepoznali Bruno v svojem očesu, ga odstranili in se ozrli na tiste okoli nas, ki so v stiski. Amen. Bogoslužje bomo zaključili s pesmijo, ki pravi, ki naj bo tudi naša molitev: Bog, ustvari mi čisto srce, torej z drugimi besedami srce, ki ne bo imelo brune pred svojimi očmi. Ustvari čisto mi srce, o Bog, stanovitnost obnovi v meni zdaj. Ustvari čisto mi srce, o Bog, stanovitnost obnovi v meni zdaj. Ne zavrni me od bližine svoje, Duha Svetega ne odvzemi mi, povrni v srce zveličanja veselje, stanovitnost obnovi v meni zdaj. Čisto mi srce, o Bog, stanovitnost obnovi v meni zdaj. Ustvari čisto mi srce, o Bog, stanovitnost obnovi v meni zdaj. Ne zavrni me od bližine svoje, Duha Svetega ne odvzemi mi, povrni v srce zveličanja veselje, stanovitnost obnovi v meni zdaj. Stanovitnost obnovi v meni Vabim k molitvi Oče naš, ki je molitev celokupne cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Sprejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.